Willi Van Style iz prve vrste, na valovih mode ujemate podcast, ki ga vodita Kaja in David. Dobrodošli. V prvi vrsti Willija. V mesecu aprilu smo spoznali 3 slovenske blagovne znamke. Vse 3 so si po svoje zelo različni oblikovalski pristopi, tudi marketinški pristopi in moramo reči, da je bilo zelo poučno, zelo zanimivo, zelo povezovalno. Res je, prvo smo spoznali Evgenijo, ona je sicer Makedonka, ampak se je v Ljubljano zaljubila, se je v Ljubljano preselila, tukaj ustvarja, dizajnira in tudi prodaja svoje kolekcije. Ustvarja tudi eno močno identiteto, ko nekako povezuje 2 državi. Res je, meni recimo pri Evgeniji ful všeč, kako ona na najbolj zanimiv način v bistvu inkorporira arhitekturo in neke narodne simbole Makedonije. In kako dela ta miks med nekimi ročnimi tehnologijami, nekim ročnim pristopom in nekimi novimi tehnologijami, mogoče zanimivimi materiali, teksturami in tako. Ker ona tudi v bistvu v Makedoniji sodeluje z raznoraznimi rokodelskimi mojstri. Kljub temu je pa njen stil oblikovanja še vedno zelo tak čist, zelo minimalističen. Vidi se ena arhitektura kroja, še vedno, pa ima pa tudi enih takih zanimivih detajlov, kjer plete. Res je, in ima tudi vrhunsko izdelavo. Evgenijine kose lahko kupujete v galeriji Karje in na Tavčarjevi ulici v Ljubljani. Potem druga, ki smo jo spoznali, je bila Brina. Za blagovno znamko Brenča. Ja, ona je pa Ljubljančanka. Ima en ful luškan studio v Tobačni. Pri njej je pa zanimivo to, kako ona je v bistvu študirala umetnost na Akademiji za umetnost, pa se je potem kasneje odločila za modo. In mi je ful, ko sva jo šla snemat, se spomniš, kako je rekla, kdaj se je ta klik zgodil. Je rekla, umetnost naredim neko skulpturo in pol ona pač tam je, obliko pa naredim in ona živi takrat, ko jo človek nos in jo kup in z njo živi svoje življenje. In je rekla, da to je bilo tisto, ki je njej rekla, obleke moram delati. Tako, in s tem svojim znanjem iz akademije, ona to svoje znanje zelo lepo, zelo jasno, zelo fluidno interpretira v svoje kose oblačil. Ko smo pogledali par detajlov, par oblačil, se prav vidi en tak umetniški pristop k detajlom, kompoziciji, kombiniranju različnih tehnik, postavitev. Se vidi, da ima eno odlično predznanje. Eno super umetniško podlago, bi lahko rekla. Brenča kose pa lahko kupujete online na shop-brenča.com. Pol pa smo spoznali še Tino Mentol. Tina pa v bistvu ni oblikovalka, ampak je etnologinja, ki je zelo aktivna ženska, zelo podjetna ženska. Za sabo ima tako zgodbo na gradnji kariere, blagovne znamke, kako ona kot etnologinja vse to povezuje in s katerimi institucijami ona vse sodeluje, to mene čisto preresumno. Ja, res je. In meni je tudi to všeč. Jaz sem se mogoče še malo bolj z njo povezala, ker imava zelo neko podobno izhodišče te neke kulturne dediščine, čeprav se ona ukvarja bolj z jedmi, ampak zakaj ona to počne? Zato, ker hoče, da ljudje vejo, kaj je slovensko. In to je tudi v bistvu nekaj, kar jaz počnem in mi je bilo samo tako, bravo, še več tega. Ona je v bistvu ustvarila prvo znamko nogavic Slogs,
In ta je prav taka malo bolj etnološka, kjer upodablja različne tradicionalne slovenske jedi in pijačo. Ja. Je tudi recimo mogoče bolj tourist focus. Ja, ja. In se je pravzaprav zdaj med to epidemijo kar dobro znajdla z novim brandom nogavic Slav Socks. Ja, tako zanimivo, tako smešno, tako humoristično, pa nostalgično, da te kar potegnete. Ko sva bila v njenem skladišču in je imela pripravljene nogavice, kar vleklo me je tam. Si kar hotel, ne? Ja. Ja, res je, ne? In tudi na tak zabaven način v bistvu komunicira, ne, s potencialnimi kupci in na social media, v čemer je ona v bistvu ful dobra. Tako da sva jo tudi prosila, če bo enkrat v Viliju naredila delavnico za social media in stay tuned, ker mogoče bo pa res to kmalu. Njene kose pa lahko tudi kupite online, Sloks oziroma Slav Socks. Tako. Izredno 3 zelo zanimive blagovne znamke. Od vsake sem se veliko naučil, kaj novega. Moram reči, da je res fino, no? Zelo tako napolne ti dušo. Odkje vse ljudje vzamejo inspiracijo, kako počnejo, kakšne so njihove vrednote, način dela. Vse, mislim, res zanimivo je pokukati v njihove prostore, biti cel dan z njimi, jih spoznati in res fajn. Res, in v glavnem spoznali smo 3 zelo zanimive ženske in meni je bilo tudi to zelo všeč, ker so nas vse zelo toplo sprejele, brez kakršnih koli zadržkov, brez kakršnega koli ljubosumja, česarkoli, vse pripravljene sodelovati, deliti izkušnje, tudi veliko smo klepetali. Vse je zdrava, mira konkurence, vse smo se pogovarjali, mislim, noro, res. Ful dobro. In tudi to je mene v bistvu ful presenetilo, nisem pričakovala, da bodo taki odzivi. Se veš, sva že večkrat govorila o tem, ko imamo neke te predsodke, oziroma imajo, mogoče še celo iz študijskih let, tega povezovanja, sodelovanja, deljenja informacij, ampak zdaj smo pač vsi in real life, vsi delamo, vsi pač služimo svoj denar za svoj kruh, ampak vidimo, da v bistvu brez povezovanja ne gre. Ne gre, ne. Danes je tudi za par, danes sem glih malo vrtel film za nazaj, par jih je tako, vse so tako lepe besede povedale o Viliju in o povezovanju, in v tem, kako komaj čakajo in mi komaj čakamo, da gremo na vožnjo. Sam jaz res komaj čakam. Jaz res komaj čakam. Prav komaj čakam in komaj čakam, da bomo realno lahko odprli vrata Vilija, povabili potencialne kupce v Vilija, se z njimi pogovarjali in še več povedali o svojih znamkah in upam, da je to res začetek ene super zgodbe. Vsekakor je, ker še mene je izbira zdajšnja, ko imamo za mesec april, izbira presunila, kaj šele vse ostalem. In tudi, komaj čakamo na novo Viljevo pot v mesecu maju. Open call se bo tudi kmalu zaključil, v bistvu se je že zaključil. In mi to komaj čakava, da bova spet brum po Sloveniji. Hvala. Adijo.